Vam je všeč ta biblična vrstica? Res sladka je svetloba in dobrode očem gledati sonce. To ne pomeni, da gledamo sonce sredi belega dneva, saj imamo zdravo pamet, kaj ne? Ampak, če gledamo jutranje sonce in pozno zahajajoče sonce, je lahko zelo koristno za naše oči. In to je tudi zelo preprosto gledati, kaj ne? Torej, kaj se dogaja takrat, ko sonce posveti na kožo? Ali je sonce pomembno? Ko sonce posveti na kožo, si poglejmo matematiko za to. Ko sonce posveti na kožo in mimogrede, kakšno sonce? Imamo UVB žarke, UVA žarke, jaz bom UVB žarki. Ko te posijajo na kožo, UVB žarki, potem tvorijo neko tvorbo holesterola na koži. Ste razumeli to? Se spomnite, kaj je dr. Malcolm Hendricks rekel? Great cholesterol con? Prvič sploh so normalne ravni, normalne, vitalne telesne substance imenujemo bolezen. Holesterol. To je zelo pomemben lipid v telesu. Torej, ko UVB žarki posijajo na kožo, se pretvorijo v obliko holesterola tik pod kožo za vitamin D. In vitamin D je esencialen v asimilaciji kalcija. Lahko imate dovolj kalcija, ampak če nimate vitamina D, ga ne morete pridobiti. Torej, več ljudi jim primanjkuje vitamina D kot pa kalcija. Kalcij se imenuje kralj. In razlog, zakaj se kalcij imenuje kralj, zato ker kalcij pride v telo, vsi ostali minerali se prešvercajo s kalcijem zraven. Na vrtu kalcij imenujejo tovornjak vseh hranil. Ko povečate kalcij na vrtu, vsi ostali minerali skočijo za kalcijem in tako povečaš vse minerale. In še ena šokantna novica za vas. Kosti niso narejene iz kalcija. To je mit in napačna predstava. Iz česa so kosti? Iz 12 mineralov so sestavljene. Torej, teh 12 mineralov so boron, krom, kalcij. Seveda kalcij je tukaj, ampak ne gre samo za kalcij. Magnezij, manganez, selenij, silika, žveplo, kalij in fosfor. In cink, seveda. Iz tega so kosti sestavljene. In seveda iz 64 mineralov v sledovih. Torej, učenci, kaj torej kosti potrebujejo? Ali potrebujejo nadomestke kalcija? Ne. Ne. In te nadomestki za kalcij, ki jih jemljajo, povzročajo razne probleme. In poglejte ljudi z osteoporozo, ki jemljajo vse te nadomestke, se njihova osteoporoza ne izboljšava, zato ker njihove kosti ne potrebujejo kalcija. Kaj potrebujejo učenci? Minerale. Kje bomo dobili pa te minerale? Dr. Robert Thompson, napišite se ga, ker ima čudovito knjigo, da jo preberete. Robert Thompson je napisal knjigo Laž o kalciju, Calcium Lie. In dr. Robert Thompson trdi, da je najjasnejši indikator za Boga stvarnika je v bistvu slana voda. Zato, ker slana voda ima vse minerale po polnem razmerju, kakor je potrebno za kosti. In še dobre novice, ni nam potrebno piti slano vodo, se pravi morsko vodo. Bog želi, da pijemo čisto vodo. Lahko pa vzamete soli, ki vsebujejo
te minerale. Torej, slana voda, morska voda vsebuje 92 mineralov in keltska sol vsebuje 82 mineralov. Kje je ostalih 10? So v takih proporcijah v morski soli, da ko izhlapi voda, da nekateri se pač pozgubijo. Himalajska sol ima 75 mineralov. Torej še vedno kar v redu. Te minerale lahko dobimo s tem, da jemljemo sol. Malček košček pred kozarcem vode. Na hrani. Kaj je pečen krompir brez soli? Naš jezik nam pove, da to paše. Tudi Biblija govori o soli. Matej 5:14 naprej. Vi ste sol zemlje, če se pa sol izpridi, s čim se bo usolila? Za nič več ni, nego da se vrže ven in jo ljudje poteptajo. Torej, kako luž zgubi svojo slanost? Največji kristali, ko se oblikujejo, ko voda izhlapi, je natrijev klorid. Natrij je približno 30%, klor 50%, to se pobere, pobeli na belo, dodaja aluminij, zato da se ne sprime in to je vaša namizna sol. Jaz bi rekla, da je to ta sol, ki je izgubila svojo slanost, saj je izgubila vse svoje minerale. Telo pa deluje na zelo natančno ravnovesje. Torej, če je to potrebno v telesu, rabimo to imati v pravih proporcijah, kakor je Bog to namenil, da jemljamo. Torej, kje dobimo te minerale? Prvič, keltska sol. 2. Temnozelena zelenjava, listnata. Obstaja bolezen, ki nažalost postaja vse bolj pogosta dandanes. In zelo pogosta. Ta se danes imenuje osteoporoza. Zdravniki pa pravijo, da ni zdravila za to. In zdravila, ki jih zdravniki dajo, ne zdravijo tega. Ta izjava v bistvu jo najdete v Spiritual Gifts, 3. knjigi. Ne vem točno prave strani, ampak ne bo težko najti. Kjer piše, da zdravila nikoli ne zdravijo bolezni. To niso moje besede. Narava sama je v bistvu efektivni zdravilec. Zdravila ne zdravijo bolezni, pravi ona. Samo spremenijo obliko in področje bolezni. Narava sama je edin efektiven zdravilec. In če jo prepustimo sami sebi, kaj je to? To je ta čas. Dajte ji čas. Če je prepuščeno njej, naravi, koliko bolje bi lahko pravila svojo nalogo. Ampak piše, da ta privilegij doskrat narava sama nima. Temnozelena listnata zelenjava je zelo bogata s temi minerali. Ampak to mora biti bio, doma, narejeno. Se spomnite, ko smo govorili o mikrobih v zemlji? In mikrobi v zemlji naredijo minerale na voljo za rastlino. Pripravijo jih. Torej, če temnozelena listnata zelenjava raste demineralizirani, devitalizirani zemlji, ker se v bistvu samo superfosfati napumpa in ustvari samo zgleda lepa zelenjava, nima pa veliko hranil in to zelenjavo v bistvu žužki napadejo, škodljivci. Nekega dne sem bila na vrtu in sem gledala vse te cvetače in prijatelj mi je rekel, Zakaj gosence ne uničujejo tvojo zelenjavo? In sem rekla, ne vem, v bistvu vem. Tako veliko vložim v zemljo, da je rastlina tako močna in da se upre škodljivcem. In kako neverjetno je to? To je zelo dobra ilustracija tega. Telesa tudi. Ko telo dobro dela, boste opazili, da vas bolezen ne doleti kar tako. Temnozelena zelenjava je zelo bogata s temi minerali.
Ampak tukaj je zelo pomembna točnost, zato ker mnogo ljudi jemlje stvari, ki v bistvu izsrkavajo naše minerale. Se spomnite prvega predavanja? In vem, da vam podajam preveč informacij. Prvi dan smo si pogledali stvari, ki izpirajo minerale iz nas, torej rafiniran sladkor. Še kakšnega se spomnite? Kofein. Tudi alkohol, droge, tobak, zdravila. Torej, mnogo ljudi ima osteoporozo zaradi tega, ker jemljejo stimulanse. Vprašanje? Ne vem, ali ste že razložila, kako se izsrkavajo, izločajo zaradi tega. Zdaj, ker so tako toksični, telo uporabi minerale, da bi jih v bistvu pomiril, da te ne ubijajo popolnoma. Torej, ker zapuščajo vaše telo, zapuščajo v bistvu z vašimi minerali. Se spomnite, ko smo se včeraj pogledali, da kaj kosti potrebujejo? Progesteron. Ko smo si pogledali hormone. In zapomnite si, da je progesteron se da ojačati z Annie's Wild Yam kremo. In progesteron spodbuja grajenje osteoblast celic, ki gradijo kosti. Torej, osteoblast celice gradijo nove kosti, osteoklast celice pa topijo kosti. Torej, balans mora biti med tem, kaj se gradi in kaj se podira med obema. Mnogokrat pri osteoporozi nam manjka osteoblast celic in lahko je to zaradi tega, ker imamo premalo progesterona. Naslednji teden boste spisali program za ljudi, ki imajo osteoporozo, zato se te stvari zapišite. Najboljša vadba za izgrajevanje kosti pa so seveda telovadbe, ki nasprotujejo težnosti. Torej recimo trampolinček. In še nekaj, kar bi ljudje morali početi, je, da gredo ven na sonce, da dobijo svoj vitamin D. Vitamin D se producira tik pod kožo in proizvaja se tik pod kožo, kjer je povezan z UVB žarki in holesterolom. Sončne kreme preprečujejo te UVB žarke. Torej oseba ima lahko osteoporozo zaradi tega, ker uporabljajo sončno kremo. Torej, kaj storimo, ko gremo ven na sonce? Imamo velik klobuk in dolge rokave, če se želimo zaščititi. Ko smo Michael in jaz imela počitnice na Baliju nekaj let nazaj, sem vsak dan šla k bazenu, zato ker smo šli snorklat, tavhat in želela sem se malce pripraviti barvo. Torej, ležala sem na soncu in nisem imela kreme na sebe, ampak imela sem svojo uro. In vedela sem, da moja koža lahko prinese 15 minut spredaj in 15 minut zadaj in potem pod dežnik. In tudi popovdne 15 minut spredaj in 15 zadaj in potem pod senco. In potem sem opazila, da ni dovolj hitro. 20 minut spredaj, 20 minut zadaj. In potem, ko smo šli tavhat, sva oba dva z Michaelom imela, sva bila že rjava, temno rjava. In seveda, ko greš tavhat, si dolgo časa na soncu. Ne moreš dobiti barve v enem dnevu. Bolj temna kot je koža, več sonca lahko preneseš. In bolj temna kot je koža, več sonca tudi potrebuješ za D-vitamin. Na mojo kožo sem dobila barvo zaradi UVB žarkov. In UVB pobarvanje kože je trajno pobarvanje kože. Kar nekaj časa traja. Če pa greste recimo v trgovine oziroma salone, kjer imajo sončni solari in se sončite pod umetno lučjo, pod temi lučmi, in tam je UVA žarki so. In te žarki zelo hitro zginejo, oziroma koža hitro pobledi. In če ste v avtu in vas opeče skozi steklo,
To so UVA žarki, zdaj ker UVB žarki ne pridejo čez steklo. Torej, te želite imeti. Približno 2 uri je potrebno za vitamin D, da se razvije. In če se zjutraj tuširate in celotno namilite in potem ležite na soncu, ne boste producirali D vitamina. Ga ne boste dobili, no? Vprašanje? Ali gre tukaj za UVAB ali UVA žarke? Gre za ultravioletne žarke B oziroma ultravioletne žarke A. Sem se zmotila prej, ko sem govorila, se opravičujem. Moje možgani že tekajo pred mano. Prejšnjič smo govorili tudi, kaj se zgodi, če se tuširamo. Razen, če ste blatni, vse posod ni potrebno, da se vsak dan milite po celi koži. Prejšnji teden smo imeli gospoda, ki je rekel, da se tuširam samo z vodo. Če ležite na soncu in potem greste pod tuš, seveda boste vse skupaj splaknili. Ampak, če pa ležite na soncu in se ne to skopate v morju ali jezeru, potem ne boste izgubili vašega pridelanega vitamina D, zaradi tega, ker niste splaknili maščob iz kože. Torej, nekaj reči je potrebnih, da dobite svoj vitamin D. In vaše telo skladišči dokaj dobro vitamin D. Torej, v zimskih mesecih, če imate dobro dozo poleti, boste glih še zdržali čez zimo. Odkrili so, ko sem bila v Birminghamu, sem ugotovila, da je tako veliko bombardiranih mestov v vojni v Angliji, da niso imeli dovolj ljudi, da bi jih lahko spet zgradili nazaj. Torej so dobili ljudi iz Jamajke in so pomagali graditi. In zato je tudi veliko temnopoltih ljudi v Angliji. Ampak ko so odkrili, ko so te ljudje prišli v Anglijo, črnci, je pojavnost srčno-žilnih bolezni se povečalo krat 10. Zato, ker jim je primanjkoval vitamin D. Torej, potrebno jim je, da gredo ven in se še bolj sončijo, zato, ker imajo temno kožo, kot razliko mi, ki imamo belo kožo. Ne? Bolj temna kot je koža, včasih zelo temni ljudje, potrebuje 10krat več sonca, ampak tudi to, kar več ga lahko prenesejo. Vprašanje. Ko so delali analize za vitamin D v naši populaciji, večina ljudi tudi čez poletje nima dovoljšne količine vitamina D. Ja. Potem bi bilo treba si pogledati holesterol, kako je s tem holesterolom. Koliko v bistvu izpostavljajo v bistvu vse soncu. Zdaj, ker v Avstraliji se ljudje bojijo sonca, ker jim je bilo povedano, da bodo dobili raka kože. Ampak brala sem študijo iz Norveške, kjer so odkrili, mislim, da je bilo iz leta 1980 do 2000 leta, je pojavnost raka zrasla za 6% in to je skoraj fenomenalno. In odkrili so 2 denominatorja, povzročitelja. Norvežani so uporabili več časa znotraj in ko so zunaj, so uporabljali kreme. Torej, kar so odkrili sedaj, je to, da je v bistvu pomanjkanje vitamina D faktor, ki pripomore k temu, da je več raka na koži. Torej, potrebujemo sonce in to je zelo pomembno sporočilo v Avstraliji. Obstaja program, ki se imenuje Slip, Slop, Slap. Oblečeš si zgornji del obleke z dolgimi rokavi, uporabi klobuk in na debelo namaži kremo. In v šolah v Avstraliji dajejo platna čez igrišča, zato da otroci sploh niso na soncu. In otrokom ni dovoljeno iti na igrišče, razen če imajo klobuk na glavi. Torej, vitamin D, problematika se bo povečevala, to pomeni, da tudi kosti se ne bodo razvijale tako, kot bi se morale. Vprašanje. Imam pacientko, ki mi je povedala, da otrok se mora namazati s kremo zjutraj, ker je to potreba za vrtec, da lahko je tam. Res je, to je potreba v vrtcih. Tudi gospa mi je rekla, pri nas v našem Misty Mountains,
ker jo je skrbelo glede problematik sončnih krem. In se bi rekla, ja, to pa lahko naredite. Naravna sončna krema je aloe vera. Ima naravni UV faktor. In lahko kupite malo tubico aloe vere. Vzamite posodico sončne kreme, stisnite ven kremo in potem dajte noter aloe vero. Zato, ker če boste vzeli tubo aloe vere, potem učiteljice tega ne bodo sprejele. In ne lažete zato, ker gre za naravno UV zaščito. In tako je lahko pomagalo otroku. Ampak najboljše varovanje seveda pa je potemnjena koža. Potrebujemo sonce. To leto je v Avstraliji bilo tako veliko dežja, morda ste slišali o tem, ogromne poplave, mnogo hiš je bilo uničenih. Še nikoli ni bilo, da bi bilo tako veliko, toliko poplav. Tudi novinarji so rekli, so šli s helikopterjem čez in so gledali samo strehe teh hiš. In kar se je zgodilo, je bilo to, da je bila visoka plima in še tako veliko dežja. Pri nas na Misty Mountains so pa vse kumare pomrle in še nikoli nisem videla rdečega paradižnika celo poletje. Zdaj je zima. Nisem vedela, da paradižniki ne zorijo več, zato ker nismo imeli dovolj sonca. Torej, Biblija res pravi, da je prijetno za nas, da imamo sonce in tudi za rastline. Sonce je zelo pomembno. Kot vidite, to, kar sem vam pokazala, je absolutno kritično za močne kosti. Tudi naše oči potrebujejo sonce. Torej, ko Biblija pravi, da je svetloba sončna prijetna za oči, znanost sedaj pravi zakaj. Dokaže. UV žarki od sonca gredo skozi nevrokemične poti in pridejo do češerike in nam pomagajo, da bolje spimo po noči. Sonce, ki pride v stik z očmi, pomaga, da boljše spimo. In hkrati stimulira češerko, spodbuja tudi dobro voljo. Torej se sprošča serotonin kot hormon sreče. A se ne počutite bolje na soncu? Še ena reč se dogaja in dr. Neil Nedley je to odkril in to lahko preberete v njegovi knjigi Depression a Way Out. Je odkril, da 80% njegovih depresivnih ljudi imajo pokvarjen cirkadialni ritem oziroma v napačnem ritmu so. To je naš enodnevni ritem, ki je v možganih in se ravna po signalih svetlobe, teme in svetlobe. To, kar mi vidimo z očmi, pride do možganov, tam, kjer je ta center za cirkadialni ritem oziroma za našo biološko ritem. In to komunicira z našo češerko, da izloča hormone. Torej, resetirati je potrebno vaš cirkadialni ritem. In kar je Nedley odkril, da veliko ljudi z depresivi so veliko na tehnologiji, telefonih, televiziji in grejo pozno v posteljo spat. In da bi se resetirali ta ritem, bi morali vaše oči pustiti, da gledajo prvo uro svetlobe zgodaj zjutraj. Torej, znanost danes kaže, da je to znanstveno dejstvo. In to resetira vaš cirkadialni ritem. In to je dobra informacija, da jo vemo. Ne samo, da to pomaga vašemu serotoninu, ampak hkrati resetira cirkadialni ritem. Približno pred 10 leti je znanstvenik odkril receptor v očesu oziroma na mrežnice, ki se mu reče melanopsin. In melanopsin ima veze z funkcijo možganov. Torej receptor v očeh in ni vpleten, nima nič zveze z vidom. Kar pa melanopsin stori, pa je, da absorbira modro luč.
Še enkrat ne predlagam, da gledamo sonce, ko smo zunaj, ampak ko smo zunaj in svetloba pride v naše oči, melanopsin absorbira modro luč in velik vir modre luči je seveda tudi sonce. Ko pa so odkrili, ko je dovolj količine modre svetlobe pride v možgane, se poveča taktična razsodnost in hkrati tudi sposobnost, da rešujemo matematične probleme. To se poveča. Torej škoda, da dajemo vse te plahte preko igrišč otrok, ker potrebujejo to svetlobo otroci. Kar pa se je zgodilo v Avstraliji, so šli iz enega ekstrema v drug ekstrem. Spomnim se, ko sem bila še tinejdžer, smo šli na plažo in ležali smo na plaži ure in ure. In potem smo prišli rdeči domov. Neil Nedley pa je rekel, da 6 do 7 opeklin od sonca v vašem življenju lahko poveča vaš rizik za raka na koži. Torej, to je treba preprečiti, tako opeklino. Torej, ko ležite na soncu, si raje vzamite uro na mesto kreme. Malo po malo. Vem, kako dolgo lahko prenese moja koža, samo spoznati morate vi zase, koliko prenesete. Bolj modre kot so oči, bolj kot so blond lasje, bolj kot je bela koža, bolj morate biti previdni. Problematika pa je, ko se opečete, da ne morete več na sonce za kar nekaj dni. In ta dan si bomo pogledali rastlino, ki lahko reši tudi opekline zelo hitro. In to je aloe vera. Jaz mislim, da bi vsak dom mogel imeti eno veliko posodo aloe vere, ker lepo raste znotraj. Vprašanje. Ste že kdaj srečali nekoga, ki ima slabo reakcijo na aloe vero? Ne, nisem še srečala takega človeka. Morda pa obstaja kakšen, ampak nisem ga še srečala. Gospa pravi pa, da je srečala nekoga, kjer je koža postajala bolj rdeča vedno. Tako da je nekako so odkrili, da ima alergijo. Ja, verjetno ima alergijo. Torej potem ne dajete aloe vero gor. Vprašanje. Ampak obstajajo samo 4 tipi aloe vere, ki so dobre, ostali pa niso. Ja, res je. Torej barbadensis aloe vere je dobra. Ta, ki se uporablja pri medicini, ta je najboljša. Eden izmed problemov, ki se dogaja danes, je to, da ljudje spijo s telefoni. 80% Američanov spi s telefoni v posteli. In seveda vzglavnik vas ne varuje pred telefonom. In če človek ne more spati, kaj prvo, kar naredijo? Primejo telefon. In te ekrani oddajajo modro svetlobo. Ampak to ni ista modra svetloba kot sončna svetloba. Gre za drugačno frekvenco. Kar pa se zgodi je, in to je ena izmed nevarnosti, da ko oči gledajo ekran sredi noči, sporočilo možganom je zbudi se, dan je že, zdaj, ker so oči navajene na to modro luč. To je eden izmed faktorjev, zakaj obstaja insomnija. Se pravi, nespečnost. Ker pustijo ljudje in gledajo te ekrane. Vem, da tukaj na Švedskem sonce dolgo ne zaide. Ja, sonce ni dolgo gor, ja. Torej, res, ko sonce pade dol, oči ne bi smeli gledati več ekrana. Potem, ko sem to odkrila, sem svoje e-maile pisala samo še v svetlem delu dneva. Zato, da nimam tega problema po noči, ko bi morala spati. To je vse zelo pomembna informacija, ki jo lahko podajate ljudem, ki imajo probleme z spanjem. Potrebujejo ne samo, da grejo bolj zgodaj spat, to si bomo še bolj detaljno pogledali kasneje. Torej, zgodaj spat, si bomo pogledali tudi zakaj.
ampak potrebuje tudi svetlobo v dnevu, ker ta svetloba resetira biološko uro in hkrati stimulira sproščanje melatonina, ki je vaš hormon, ki pomaga, da boljše spite. Ampak to si bomo še detaljno pogledali, ko bomo šli pri počitku. V Pridigarju 5.11 piše, da delavcu je spanje sladko. Torej, tudi to si bomo pogledali. Večina ljudi se ne zaveda, da sonce podnevi vam pomaga tudi to, da bolje spite po noči. Odkrila sem pa to, ko sem šla iz Avstralije, 15-urno potovanje, let v Dallas, Ameriko. In takoj sem šla na zdravstven center, in tam sem spala po noči. Saj ponavadi spim prvo noč, ampak naslednjo noč nisem mogla zaspati do 2 po noči. In to je zelo težko, še posebej, ko imajo 24 gostov in jaz se moram z njimi posvetovati naslednji dan. In ko sedim v sobi za posvet in težko ne zaspim, in najslabše, da zaspim, sonce je sijalo čez tista okno, torej sem odprla okna, sedela na soncu in zaprla oči za minuto in čakala na naslednjega gosta. In tisto noč sem spala. Prvo noč sem spala, drugo noč pa ne do 2. In potem naslednjo sem spala. In potem sem se zavedala, da je to resetiralo moj cirkadialni ritem. Knjiga Better Eyesight Without Glasses, Bates, v 50 letih je napisal, ko je zato skoraj izgubil svojo licenco kot zdravnik za oči, ko je napisal to knjigo. Better Eyesight Without Glasses. In veruje, da ne morete pretiravati soncem. In v zadnjem poglavju svoje knjige je šel skozi 8 zdravnikov in je pokazal, da oči potrebujejo svež zrak. Oči potrebujejo sonce. Oči potrebujejo, da nehate stimulanse jemati. Potrebujejo, da greste spat po noči. Potrebujejo telovadbo, ker s tem povečate cirkulacijo do oči. Potrebujejo hranila. Oči potrebujejo, da ste dobro hidrirani. Potrebuje tudi, da nimate preveč stresno življenje. In ko ljubite Boga in ko se naučite Bogu zahvaljevati za vse in veste, da je on rešitev za vse in da vas ne bo dal skozi stvari, ki jih ne morete prenesti, potem vaše ravni stresa bodo manjše. Ampak rekel pa je, Gospod, da bi morali večina ljudi opazi, če smo v temni sobi in gremo na sonce, da je težko biti na soncu. Torej rekel je, da greste ven, zaprete oči in glavo da obrnete proti soncu. Sončni žarki bodo šli skozi kožo v vaše oči in vas pripravili za sonce. To storite samo za pol minute. Morda boste to naredili v počitku, torej zaprite oči in poglejte v sonce. Glavo dol, odprite oči in boste videli, da ste že privajeni na sonce. Ne gre za modro reč, da bi nosili očala in to je to, ko gremo ven na sonce. Svetlobni žarki prihajajo skozi naše oči v možgane in možgani seveda preračunavajo moč sonca. In če je ta zelo močna, to bo povzročilo, da ti mali receptori na koži, da se zaprejo, kar preprečuje, da se opečete huje. Ko pa imate očala gor in greste ven, sončna, potem možgani dobijo te informacije, torej se lažje opečemo. Če imate sončna očala. Jaz ne nosim sončnih očal. Mislim, da ko sem vozila po mestu cel dan in vse od stavb in od drugih avtov, bi nosila očala. Ali pa če bi smučala na soncu in podobno, saj veste, kako je, bi tudi nosila očala, ker vem, kako je, če se blešči, ampak kot pravilo pa drugače ne nosim očal. In to je še en pomemben nasvet. Vprašanje imam, trpim, imam posledice oziroma ta leno oko
Zato imam taka očala. Dva sva v družini, ki imava take oči. Morda bi bila dobra ideja, da si preskrbite knjigo Dr. William Bates, ker on pravi in obravnava mnogo teh problemov in vam pokaže, kako lahko ojačate vaše oči. En izmed načinov je tako, da greste na trampolin. Tudi jaz to počnem. Na trampolinu se koncentriram, fokusiram na eno reč in gledam na daleč, na blizu in na daleč, na blizu in podobno. Torej, vadba tudi za oči. Za oči. Zato pa je tudi naslov te knjige tak. Kar pa boste ugotovili je to, da mnogo ljudem je rečeno, da ne hodite na sonce, če bi radi še ohranili oči. In če nosite očala, ta korekcijska očala, moj predlog je, da greste ven vsak dan za kratek čas brez očal. Ko boste videli, kot sem vam povedala, mnogo razlogov, zakaj potrebujemo iti ven brez očal, zato da lahko sonce pride v oči. Ker tudi vaši možgani potrebujejo svetlobo, da to pride v oči. Tu gre za prijetno oči, ko oči lahko gledajo sonce. Tudi za možgane. Zato, ker vaše oči so podaljšek vaših možganov. Dr. William Bates je pokazal, da je napor za oči, ko ste sveži zjutraj, recimo, ko ste spali in telovadili, je telovadba za oči takrat lahko jača vaše oči. Ampak utrujanje vaših oči po noč, ko ste pripravljeni za noč, to pa šibke oči naredi. Toliko, koliko ljudi počne to, da grejo domov in vse stvari počnejo zvečer. To je zelo pogosto, kaj ne? Vsakor delo na računalniku naj bo to narejeno zjutraj. Zame je sicer lahko sedaj, ker je Avstralija tudi budna zjutraj. Ampak sedaj bo pa Avstralija šla spat. Torej pogovore z domačimi sem imela zgodaj zjutraj z družino iz Avstralije. Spomnite se torej na sonce. Zapomnite si, da je svetloba sladka in prijetna za oči. Sedaj je pa čas za vprašanja. Če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko malo z njimi upadamo. Specifično vprašanje. Imam pacienta, ki ima osteoporozo in govorila sva o tem in poskušala sem razložiti, kako življenjski slog vpliva na to. In rekla je, da je to implementirala in sedaj je prišla še enkrat in je imela kosti, ki so že razpadale. Ja, razpadale, ja, tako. Imate še kako druge ideje, kot da ji dam progesteron kremo? Ja, druga reč, kar je, da potrebuje svoj čas. In druga stvar, da tudi starost osebe in tudi kako dolgo so bili počeli stvari, ki so pač povzročile ta razpad kosti. Gospa pravi, da v bistvu vse implementira te reči zdravja. Torej včasih, kot gospa, ki mi je nekoč rekla z visokim pritiskom, sem šla čez vse, ja, in potem se mi je zdelo, da greva nazaj k telovadbi in sem rekla, kakšno telovadbo pa počneš? Cel dan sem zaposlena. Vidite, to ni dovolj. Torej, tako sem je morala pokazati, da je treba dejansko implementirati program telovadbe. Nekateri ljudje mislijo, da dobro jejo, da spijo dobro, ampak v bistvu ne. Tako da včasih je treba malce globlje kopati. Gospa sprašuje, če bo s progesteron kremo se izboljšalo? Ja, še enkrat. Okrevanje je odvisno od tega, kako kronična je situacija in pogosto to rečem. In to je dobra stvar, ki jo lahko rečete. Odvisno je tudi, koliko veliko poškodbe je že bilo storenih, kako kronična je situacija in kako stara je oseba in kako marljiva je ta oseba, ko implementira te reči. Kar jaz rečem ljudem je to, da tudi če vaša osteoporoza ni napredovala naprej, se pravi je nekako se ustavila, je to zelo dobro znamenje. In zapomnite si,
Vsi smo bili vzgojeni ko imaš problem, greš zdravniku, dobiš zdravilo in potem si kao zdrav. In zato dostikrat moram ljudem razložiti, da pustijo čas. Včasih jim podam to ilustracijo, da rastlina tako raste, tako kot otrok. Danes sem ravno dobila sliko mojega vnuka, star je 1 leto. In ko ga gledam, skozi ko sem z njim, ne vidim, kako raste. Ampak če pogledam mesec kasneje, potem pa vidim spremembo. Tudi naše razočaranja so vedno enaka našim pričakovanjem. Zato sem vedno previdna, ko svetujem ljudem o kakšni so mogoči rezultati. Zato rečem, tudi če tumor ni rastel naprej, tudi če testi pravijo, da ni šlo naprej, to je dobro znamenje. Če pa ljudje pričakujejo, da se bo tumor umaknil in potem ostane, potem bodo pa res razočarani. Razumete? In to razočaranje ima pogosto učinek na ljudi, da prenehajo delati to, kar delajo. Vprašanje? Ampak tukaj je šlo na slabše. Ja, zato sem pa rekla, pogledala bi leta in koliko časa. Ja. Vem pa, da zdravnikova zdravila ne izboljšajo tega. Ljudje so bili na tem in so povedali, da jim ni nič pomagalo. Fosimax v Avstraliji ima stranske učinke. To je torej to, kar si jaz pogledam. Kakšna telovadba dela. Pravi, da vrtnari. Ne vem pa, če dela trampolin. Ja. Ker na trampolinu lahko dodate malce teže in vse je odvisno tudi od tega, kje razpada. Včasih gre za staro poškodbo na kakšnem področju in tisto propada. Tako kot gospa prejšnji teden je imela glavobol in sem jo vprašala, se vam je kaj zgodilo in je rekla, padla sem iz jablane, ko sem bila 10 let. In recimo, to je en indikator. In po 3 dneh je rekla, padla sem iz traktorja, ko sem imela 3 leta. Torej, se vidite. Včasih ljudje ne vejo točno, kaj se je vse zgodilo v preteklosti. Se ne spomnejo takoj. Vprašanje? Dodatek borona. Dodatek borona? Ja, boron za osteoporozo. Razumem. Mi je nekdo nekoč to rekel. Jaz vem, da v Avstraliji imamo borax in s tem lahko umivaš kopalnico in nič ni narobe s tem, ker je naravni mineral. Nekaterim pa manjka borona. Vprašanje? Morda je pa to manjkajoči člen, ker tudi jaz sem imela, da ti manjka borona. Ja, morda lahko pomaga. Ne vem za to. Ja, probajmo in vidimo, kaj bo. Niste veliko govorili o vitaminih, dodatkih, nadomestkih. Od Michael Gregory je govoril o tem, kako te dodatki, vitamini povzročajo druge probleme, ker jih jemljemo na napačen način. Ja, to je res. Obstajajo dodatki in pri Misty Mountain skoraj nič ne uporabljamo. Z tega, ker je to res. Brala sem poročilo pisca o zdravju, ki je rekel, da je šel k farmacevtom in tovarno in ena sekcija delala zdravila, druga pa vitamine. Ista tovarna to proizvaja. In vaš telo tega ne more dobiti v bistvu. To je res, ampak so nekateri dodatki, ki jih jemljajo iz rastlin, zelenjave, naravnih virov. In opazila sem tudi, da nekateri ljudje, še posebej, ko so hormoni, recimo izven ravnovesja, uporabimo tekoč metileran B vitamin in to lažje telo sprejme. Torej, mi sicer ne uporabljamo veliko dodatkov, ampak so časi, ko so morda potrebni. Druge dodatke, ki jih pa uporabljamo, pa recimo še magnezij. In to je v bistvu mineral. Vprašanje? Kako pa je z glavkomo? Ja, glavkoma, pritisk v očesih. Povedala sem vam zgodbo mojega moža in tudi tiste gospe, ki je imela
kjer so izvrtali uč. Moj mož, so mu rekli, da ima pritisk v očeh, ampak on nima simptomov. In včasih ljudje jim nekaj povejo in zato, ker mislijo, da se to dogaja, se skrbijo in potem mislijo, da morajo nekaj storiti. Jaz pa verjamem, da ti telo pove. Torej, kaj lahko storite pri glavkomu? Da ste ricinusovega olja na oko, temu smo govorili včeraj. Nekateri ljudje so ugotovili, da če splakuješ oko z limoninim sokom, morda peče, ampak ni tako hudo kot recimo kajenski poper. Točno tako, ja. Ampak če že uporabljate kajenski poper, tem bomo še govorili, ko bomo govorili o zeliščih. Nekatere zelišča, ki jih lahko uporabite za oči. Če uporabljate kajenski poper, mora biti zelo, zelo majhna količina. Ampak en moški mi je rekel, da zdravnikove kapljice pečejo. Torej, kakšna je potem razlika? Vrelo vodo prelijete čez kajenski poper in potem to skozi blago precedite in potem to splaknete uč. Popra ne date v uč, seveda. Ne bo poškodovalo oči, ampak boste zelo trpeli. Limonin sok pa bi uporabili vsak dan. Jaz tega še nisem počela in tudi še nisem svetovala, ampak sem govorila z ljudmi, ki so rekli, da to pomaga. Jaz ne vem točno, kako to počnejo. Vem pa jaz, vsak dan kapljico v uč. Obstaja pa čaj, ki si ga bomo pogledali danes popovdne. Zadržujem se, da bi vse povedala sedaj. To bomo imeli pri zeliščih danes popovdne. Vprašanje? Razmišljam vitamin D, ker ljudje pravi, da moramo imati vitamin D zaradi sonca. Ja, to je res, ja. Torej, jaz pogledam to nazaj tradicionalno. 100 let nazaj ljudje niso imeli tega. Niso imeli pomankanja. Mislim, da je razlog, zakaj imajo danes pomankanje, je zaradi, ker smo izpostavljeni kemikalijam. Res je, da ljudje niso več tako veliko zunaj, kot so bili včasih. Tudi v zelo mrzlih državah so morda zunaj, ampak so preveč izčrpani. Nekdo mi je rekel, da ni slabega vremena, samo slaba oblačila. Jaz mislim, da je danes definitivno obstaja prostor za vitamin D, če nekomu res manjka. Vprašanje? Pravijo, da ne moramo absorbirati vitamina D. Tako pravijo, da ga ne moreš absorbirati. Ja, nekateri tako pravijo. Ne boš ga absorbiral tako veliko, ampak dvomim, da ne bi nič absorbiral. Vprašanje. Ste že videli koga, ki se je pozdravil od osteoporoze? Ki je jemal samo keltsko sol, temnozelena zelenjava? Ja, kar smo videli, je, da pride pod kontrolo. Se spomnite, kaj sem rekla? Da se izogibam besede, da nekdo ozdravi ali pa popolnoma ozdravi. Zaradi tega, ker včasih to ni mogoče ali pa zaradi vseh stvari, ki jih je oseba počela v 60 letih. In pogosto je osteoporoza in artritis se manifestirata zaradi predshodnih poškodb življenja. Prišel je nekoč gospod na program na Berglah, komaj je hodil, v 50 letih je bil. In zamenjali se mu obe koleni, kolka, fuzbaler kot mlad. In tako veliko poškodb, toliko poškodb. In kaj se pogosto zgodi, je to, da želijo igrati. Razumem v Avstraliji, da je to kot vsak mlad moški želi biti fuzbaler oziroma rugby igralec. Torej pridejo v igro, potem se bojujejo med seboj in vse, kar želijo, da pridejo nazaj, torej jemljajo tablete proti bolečinam, kortizon, da lahko grejo nazaj igrišče. Sedaj pa naravni glas, ki jim pove, naj nehajo in počivajo, da se telo upomore, ne poslušajo in ga ne slišijo zaradi proti bolečinskih tablet. In ta človek je bil rezultat tega vsega. Vse bi naredili za to, da bi prišli nazaj na igrišče. In tako jemljajo zdravila, protibolečinske,
Ampak to ima svojo ceno, veliko ceno. Zato tudi zgodovina tako pomembna. Moje prvo vprašanje, če ima kdo problem, jih vprašam, ste kdaj imeli poškodbo tukaj? In pogosto rečejo ne, potem se pa nekaj dni kasneje spomnejo, pa rečejo, lej, pozabil se že, da ko sem bil tok pa mala punca, sem padla. Vprašanje? Želela sem reči, da je pred leti bil časopisni članek, ki je govoril o vitaminih in so napisali, da vkljub temu, če je slabo vreme, pojdite ven, ker je vseeno dobro, ker vseeno nekaj vitaminov dobite. Tudi, ko ne vidimo sonca. Ja, še vedno dobite vitamin D tudi na oblačen dan. Še vedno pridejo sončni žarki čez. Vprašanje? Jesti keltsko sol? Ali ni dovolj samo z hrano? Ali je treba vedno z vodo? Ne. Ni dovolj, da imamo samo na hrani in ko govorimo o vodi, bom šla po celici, bom govorila in pokazala, kako to potegne v celice. Robert Thompson, Calcium Lye, knjiga, je rekel, ko vzamete kristalček keltske soli pred vsakim kozarcem vode, nadomestite minerale, ki ste jih izgubili včeraj. To je rekel. Izgubljamo jih z švicanjem po urinu, izgubimo jih s črevom in če trenirate, se znojite malce več in še več izgubite. Vprašanje. Torej pravite, da hitreje absorbiramo z vodo? Takole izgleda celica, to je membrana okoli celice in ko vzamete kristal keltske soli na jezik, so 3 magneziji in te 3 magneziji se absorbirajo s slinove membrane v ustih, torej kri jih odnese direktno celično steno, torej vaš kozarec vode in voda to potegne v celico. Mnogo ljudi pije mnogo vode, ampak so dehidrirani zaradi tega, ker voda ne gre v celico. Najhitreje hidrirati vodo je ta način, to je CBD. To je naša glavna postaja v telesu, celica. Nekdo mi pravi, pijem veliko vode, ampak ne želim piti več, zato ker mi zatečejo noge. Cel dan sem na WC. To pomeni, da voda ne gre v celice. In v Avstraliji so naši predniki, morda ni prava beseda predniki, recimo moj tast je bil vojak v Papua Nova Gvineji in bil je tudi zapornik za 5 let. Torej mnogo ljudi, katerih detki so umrli, so umrli morda tam. Japonci so jih prisilili, da so gradili železnico. Veliko Avstralcev grejo in hodijo to pot, da se spominjajo teh svojih prednikov. In kar nekaj smrti je bilo tam. In spijo 5 litrov vode na dan in umrejo od dehidracije. Zdaj, ker je vroče tam in zelo se znojijo. Kar pa potrebujejo je v bistvu sol. Zato, ker magnezij bo potegnil vodo v celico. Torej, lahko pijete preveč vode, če nimate soli. Vprašanje? Jaz sem že starejša in že tole flaško težko s sabo nosim. Kaj šele sol? Ali lahko dam sol že v vodo? Če pa daste sol že v vodo, sedaj pijete slano vodo. Mi pa naj bi pili čisto vodo in zato, ker je magnezij žejen vode, zato potegne to v celico. Če pa daste to vodo, se bo raztopilo v vodi. Ne boste dobili istega učinka. S seboj nosim majhno posodico s soljo v žepu in to je to, kar mi olajša stvar. Vprašanje. Kako so pa to počeli nekoč? Zakaj to ni bil problem nekoč? Zato, ker hrana nekoč je imela tako veliko več mineralov kot danes. Veliko več mineralov. Večina naše hrane v bistvu primanjkuje mineralov danes.
Kar sem vam sedaj podelila tukaj in to bom še kasneje podelila, ko si bomo pogledali vodo. Te informacije nisem dobila od Roberta Thompsona, ampak še nekega zdravstvenega seminarja, kjer sem bila. Ko sem to prebrala pri Thompsonu, sem si mislila, pa se to so odkrili že kar po nekih večjih straneh. Vprašanje, kako pa je z lučmi za sonce, so kakšne varne? Ja, morali bi pogledati. Verjetno obstajajo kakšne. Vem pa, da sem bila nekje v zdravstvenem centru, kjer so imeli UV luči na gospe, ki so imele probleme s hrbtenico. In segreli so tisto področje, ampak jaz se nisem poglabljala v te reči. Izčrpali smo vprašanja. Še eno vprašanje. Ali obstaja kakšno vprašanje, kar se tiče raka kože in kaj jemo? Ja, veliko je tukaj. Rak kože je šele se pojavil v zadnjih 100 letih. In v zadnjih 100 letih je naša prehrana, nima več hranil, ki jih je nekoč imela. Še nekaj reči, in to je margarina. Margarina je v bistvu toksična maščoba in pokazala bom zakaj, ko si bomo pogledali maščobe. Zdaj, ker gre za toksično maščobo in telo tega ne prepozna, se ga želi znebiti zelo hitro in pogosto to pride skozi kožo. Rak se je povečal, odkar imamo margarino. Tudi, odkar uporabljamo margarino, res je. Torej so toksini v bistvu se samo izloča iz kože, ker koža izloča, se veste. Govorili smo o hidroterapiji in smo vas hoteli vprašati, kako je Razumela sem, da ko spite, naj bi spali tudi malce hladneje, telesna temperatura ni ista kot podnevi in doživela sem, da mi je bilo težko zaspati, recimo, ko sem se vroče tušila, potem pa zmrzla, ne? Ja, res je. Jaz se zvečer ne končam z ledeno, ker se nočem zbuditi. Vroč tuš, ki me sprosti, ampak zjutraj pa vedno zmrzlen končam. Vprašanje, če dodam, ko smo bili pri Wildwoodu, ko smo delali hydrotherapy, so vedno delali vroče mrzlo, ampak potem so še počivali in trajali nekaj 20 minut. Ja. Še vedno ima ta pozitivni učinek. Ja, tako je, ja. Še posebej, če greste ven ali pa ste izpostavljeni zraku, morate končati z mrzlo. Ampak ko jaz se tuširam zvečer, imam samo topo tuš in čez nekaj minut sem v posteli. Mislim, da nam telo pove, ko nam je prevroče ali premrzlo po noči. In zato tudi rada spim z bombažom, volno ali perjem. Zato, ker to pomaga regulirati temperaturo med spanjem. Pred časom sem spala nekje in zelo debela plastična deka in zelo težko mi je bilo, da sem se privadila na to. Zbudila sem se po noč in sem bila popolnoma premočena. Težko je bilo balancirati temperaturo s to umetno snovjo. V našem zdravstvenem centru, in to se bomo pogovarjali tudi kasneje, jaz običajno kupim lan in vedno gledam za akcije, ko je poceni. In še posebej iščem uložke iz bombaža in kapne in vse to. Odeje. Imamo eno odejo, ki jo uporabljamo in ta ni cela iz volne, ampak je del volne, del plastika in ta je kar dobra. In ima bombažno pokrivalo. Hvala za poslušanje. Se čujemo prihodnjič.